dan. Boste v slovenščini najprej? Moje vprašanje je, kaj za Slovenijo pomeni dogovor, ki ste ga včeraj sklenili voditelji? Veseli me, da smo včeraj dosegli dogovor o 6. paketu sankcij. Gre za paket, ki je bil zahtevnejši od prejšnjih 5, zaradi tega, ker je tukaj del energetskega svežnja. In vse države članice niso ali pa nismo v enakem položaju, tako da najtežji oreh je bil poiskati rešitev za tiste države, ki nimajo dostopa za tankerje za nafto po morju. Slovenija na srečo ta dostop ima, tako da smo bolj iskali rešitve za druge. Je pa seveda ta del energetskega problema, kar se tiče sankcij, še vedno lažji del problema, ker najtežji oreh še prihaja, to pa je plin. Tukaj pa, rekel, good luck tistim, ki bodo našli to rešitev za kvadraturo kroga. Kar se tiče same situacije v Ukrajini, pa seveda sankcije niso ključno vprašanje. Ključno vprašanje trenutno je situacija v Donbasu, kjer ruska vojska napreduje. Gre za suho sezono, gre za rusko premoč v zraku, gre za rusko premoč v oklepu in težkem orožju. In kolikor se Evropska unija in Zahod ne želi čez en mesec dni pogovarjati o novih milijonih beguncev iz Ukrajine, se moramo zdaj osredotočiti na vojaško pomoč Ukrajini. Ampak konkretno za Slovenijo, kaj se bo spremenilo po včerajšnjem dogovoru? Lahko to rečemo? Kar se tiče oskrbe z nafto za Slovenijo, tiste komercialne družbe, ki dobavljajo nafto Sloveniji, že zdaj zagotavljajo, da te nafte ne dobavljajo iz ruskih virov. Se pravi, kar se tiče tega, če to drži, ne bi smelo biti nobenih zapletov, niti kakšnih bistvenih neposrednih vplivov na samo ceno energentov. Danes boste govorili tudi o ukrepih proti višanju cen energentov. Kaj tukaj pričakujete? Lahko kaj napoveste, recimo za prihodnje mesece, glede na to, da bi se kriza v Ukrajini še razglasila? Zdaj, ta tema, ki smo jo začeli včeraj, je verjetno še bolj pomembna od tega, koliko ruske nafte bo kupila Evropa, ker ne gre tukaj samo za količine, v tem trenutku gre predvsem za cene. Ker če so cene zelo visoke, Rusija lahko proda tudi pol manj nafte, pa bo imela še vedno več denarja za financiranje vojne v Ukrajini. Hkrati pa s tem, ko je Rusija napadla Ukrajino, ko s to vojno v Ukrajini destabilizira tudi svetovne trge, sama povzroča više cene nafte oziroma energentov, hrane in tako naprej. Tako da je v bistvu to glavni problem. In jaz upam, da bomo danes našli kakšne bolj konkretne rešitve za to, kako vplivati na cene energentov. Evropa ima tukaj nekatere inštrumente v svojih rokah, žal pa smo tukaj še vedno ujetniki nekih paradigem izpred let, ko ni bilo ne vojne, ne visokih cen in ko je veljala paradigma zeleni prehod, ne glede na to, koliko to stane. Zdaj treba te prioritete pač uskladiti in če bo Evropska unija tukaj najdla pravi pristop, potem bo to stabiliziralo cene energentov. Kakva perspektiva tega skupnega naročanja? Kako hitro uresničljivo, recimo, je ta ukrep, ki se vsega splošno zdi dober ukrep? Ta ukrep je dober, mi smo ga, Slovenija predlagala že oktobra lani. Zdaj ti formalni okviri so več ali manj postavljeni, vendar pa se seveda tukaj čaka evropske institucije, tudi države članice še veliko dela, ker gre za uskladitev formalnih evropskih okvirov in komercialnega pristopa, ki velja na skupnem evropskem trgu. Imeli ste že v bistvu prihodnost vojne v Ukrajini in ukrepov, ki bi morala Evropska unija v tem primeru narediti. Danes ste na zadnjem vrhu v tem mandatu. Kaj bi recimo po vašem mnenju bilo najbolj nujno za Evropsko unijo in za Slovenijo znotraj Evropske unije za storitev?
za prihodnost in povezave in drugega problema? Kateri bodo največji izzivi? Nezagotovo je trenutno, pa tudi v predvidljivi prihodnosti ključen izziv ravno vojna v Ukrajini. Ta vojna vpliva na vse. Vpliva na drugačno geostrateško razporeditev v svetu, vpliva na manjša potencijalna krizna žarišča, povzroča dodatno nestabilnost recimo na Zahodnem Balkanu. In tukaj je fokus, ker se mora sredotočiti tako slovenska kot tudi evropska politika. In v tem trenutku, kot že rečeno, je ključna skrb za ustavitev prodora ruskih agresorjev na vzhodu, ker če bo Rusija tukaj osvajala novo ozemlje, bo to po eni strani povzročilo povečanje apetitov na strani agresorja, po drugi strani politično napetost v Ukrajini, izgubo kredibilnosti Evropske unije, Zahoda, kar bo se vplivalo ne nazadnje tudi na cene na trgu, na prehransko in energetsko varnost, tako da v Ukrajini se odloča boljša ali slabša prihodnost Evrope in tudi Slovenije. In še zadnje vprašanje na svet vašim naslednikom glede politik Slovenije na evropski ravni. Svetujem proaktivno politiko, kot že rečeno je v tem trenutku nevralgična točka Ukrajina. Tukaj je potrebno poznati mnoge podrobnosti, preden si lahko pameten, in koncentracija na tisto, kar je v bistvu nevralgična točka. Sposobnost koncentracije na tisto, kar je nevralgična točka slovenske in evropske zunanje politike, je ključ do tega, da bo Slovenija prispevala svoj delež k temu, da bomo v prihodnosti v Evropi in v Sloveniji lahko živeli v miru in blagostanju. Predsednik, še eno vprašanje v slovenščini. To je vaš zadnji gol v tem mandatu. Kakšne občutke imate in ali se nadejate, da se boste te vrnili? No, jaz nerad napovedujem prihodnost. Mogoče samo to, da sem bil zdaj tretji član Evropskega sveta. V tem trenutku v tej sestavi Evropskega sveta ni nikogar, ki bi bil z mano leta v mandatu med 2004 in 2008. Zdaj, če bom še tej član Evropskega sveta, upam, da bo veliko teh pogumnih ljudi, ki sem jih srečal zadnjih 2 leti tukaj, še posebno pogumnih kolegic iz Danske, Finske, Švedske, Estonije, še vedno tukaj, ker v tem trenutku so one tiste, ki na nek način v pravo smer usmerjajo evropski čoln. Prime Minister, in the next summit you will discuss about the candidate status for 3 countries, for Ukraine, Georgia and Moldova. What will be your position and how do you think it's now a good time to make this political message for these countries, because 3 of these countries and our people who want to be part of the European family? As I have said many times since February this year, the world has changed. We are still capping to understand how important changes are going on, and we came to this situation because from the West and especially from the European Union there was a lack of the ambitions, there was a lack of strategic answers to the strategic challenges. The enlargement of the European Union is one of these possible strategic answers, and when we are speaking about the possibility of the European membership for the Moldova, Georgia and especially Ukraine, this is, how to say, hic Rhodus hic salta, so a June Council. The European Union will fail to meet the demands of the time, of the history, if the candidate status is not delivered. And to be very frank, during those discussions going on, especially since February this year, I saw clear division inside of the European Union regarding the EU enlargement. There are some countries, I'll be very frank, which just want for the aspirant countries to stay in the waiting room or even in front of the waiting room as long as possible, and to
provide a cheap labor force for the core Europe. I'm strongly against this. Europe was built on the other values basis, and I think this is the test. We see now that Sweden and Finland is joining NATO, and this is one of the rare, bright spots we see in the current situation. And I think that European Union has to follow this path. European Union has to change the criteria, has to return to the to the original spirit of the European Union. European Union was built as a peace process, not only as a single market with prices and economy influencing everything. So I think June Council will be the moment of truth. Thank you. Thank you so much.